tako da vas lepo pozdravljam na literarnem večeru, sem hotela reči, no, ampak to je bolj, ne vem, kakšna je beseda za, če ni matinej ali pa večer, ampak pogovoru z profesorico Alojzijo Zupan Sosič, ki jo gotovo že poznate, ker je profesorica na oddelku, profesorica za slovensko književnost na oddelku za slovenistiko na tej fakulteti. Medve sva se spoznali na Liberaku pred nekaj leti, ker sva pač študirali v različnih letih. No in na kratko zdaj Alojzija ima zelo bogat življenjepis, tako da samo na kratko naj omenim, da si avtorica več znanstvenih monografij, od tega tudi prevedenih v tuje jezike, recimo Teorija prepovedi je bila v angleščino pa hrvaščino prevedena, urednica antologij, zbornikov, članica uredniških odborov, revij, slovenskih in mednarodnih strokovnih revij, soavtorica srednješolskih učbenikov in znanstvenih monografij doma in tujini. No in ukvarjaš se z različnimi področji, omenila sem že teorijo pripovedi, potem v tem okviru s prozo se ukvarjaš, pa s poezijo, no in danes z literaturo žensk, s teorijo spolne identitete in z literarno interpretacijo. Pa da ne pozabim omeniti, od nedavnega si tudi pesnica. Če sem prav razumela, je bil to Drevo delfin, ta knjiga, a sem si prav naslov zapomnil, ker zadnje čase mešam, je bil to tvoj prvenec, ne? Tako da čestitam za prvenec. Hvala. No, ampak danes, no, saj upam, da boš tudi kaj iz tiste knjige povedala, ampak današnji fokus, oziroma danes se bomo pa posvetili predvsem knjigi znanstveni monografiji oziroma literarno-vedni monografiji z naslovom Berem pesmi. Tako da bi te za začetek vprašala, mogoče lahko pokažemo, ne? Drugače to je tudi tam na stojnici, pa zdaj s popustom, to je šlo januarja, tako da je frišno, še dokaj frišno, še diši po tiskarni in na sejmih lahko damo 20% popust, pa za študente imamo še dodatni popust na popust, 10%, tako da vas malo podpremo. Ampak hočem to reči, hotela sem te vprašati, mogoče kar za začetek, ker nekako smo te prej dali v predalček Teorija pripovedi, no, to je pa knjiga o branju poezije, pa bi te vprašala, kako je nastala ta knjiga oziroma kako si prišla na idejo za to knjigo, kako si jo napisala, oziroma to boš lažje povedala ti. Najprej vse lepo pozdravljam. Sem vesela, da ste se nabrali tudi ob straneh, ne samo v sredini. In sem tudi vesela, da vas skoraj vse poznam. Torej, ja, razmerje. Jaz sem se v bistvu že od začetka ukvarjala s poezijo, ker sem magistrirala iz poezije in sem delala tam znanstveni magisterij iz poezije in tudi sem pisala pesmi, kot sem že rekla na tisti postaji, ko smo se že srečali že od svojega 6. leta. Se pravi, da se s poezijo ukvarjam vse skozi, ampak ker sem imela v bistvu ožje področje, ker sem doktorirala iz romana, pa potem sem se ukvarjala s teorijo pripovedi, sem pač tudi več predmetov je na to temo, samo recimo predmet, ki ga vodim, motiv in teme je lirika, in pa pri literarni interpretaciji imamo veliko primerov iz lirike, ker je vedno lažje, če recimo pesem predstaviš, pa potem pesem interpretiraš. Za to knjigo sem se pa odločila zaradi tega, ker se mi je zdelo, da se v današnjem času ne bere več toliko poezije, ali pa da so se začeli takšni urbani miti širiti okrog, da je poezija zastarel medij, da je to preveč naporno, da mi zdaj, ko smo vsi utrujeni od te hitrosti in od tega kapitalizma, ki nas utruja, moramo potem brati nekaj, kar nas pa spočije. To so pa recimo romani, pa čim bolj trivialni so, tem boljše, ne? V tem smislu, da se spočijemo. Tako da se mi to ni zdelo v redu. Hkrati sem pa tudi videla že kar nekaj znanstvenikov z Evrope in tudi z Amerike so nekako pozivali, ne bi mi profesori, ki se ukvarjamo s književnostjo, malo promovirali poezijo.
in sem se odločila, da to tudi naredim. Videla sem, da imam že 4 študije, oziroma jih imam več, ampak sem si 4 izbrala in tako da je knjiga potem sestavljena. Tiste 4 študije, ki sem jih že prej objavila, sem jih prenovila, pa malo posodobila. Na začetku sem pa mislila, da bom napisala 2 strani uvoda, ampak to pri meni ponavadi pride od 2 do 70 strani, tako da zdaj je polovica knjige tistega uvoda. Ampak se mi zdi, da to pa še sploh nekako sem vzela nase, zaradi tega, ker sem se pa morala spet še dodatno ukvarjati. Jaz sem mislila, da bo ta knjiga zelo hitro nastala, ker bom dala samo študije, pa samo kratek uvod, ampak sem potem se pač poglabljala še v ene tehnike približevanja poezije in pa tudi to, zakaj in kaj pomeni poezija. Je pomenila in kaj pomeni danes. Kaj pa naslov, ne? Ker naslov je tako zelo specifičen, ti to sicer v knjigi pojasniš, to moram zdaj en spoiler povedati, ampak berem pa pesmi, se pravi glagol, pa predmet v tožilniku. Zakaj si se odločila za ta naslov? Se mi zdi, da bo to tudi zanimivo, ker to tudi pojasnjuje tvojo metodo. Ja, se mi zdi, da tukaj se jaz z Markom Polonskim strinjam, jaz imam tudi to na začetku kar nekaj teoretikov, kako gledamo na poezijo, kaj je poezija. On meni, da poezijo ne smemo preveč mistificirati. On je za demistifikacijo poezije, to pomeni, ja, poezija je pa tako zahtevna, to je pa tako metaforizirano govorica, ne, to pa jaz ne morem, jaz pa nisem dovolj izobražen za to, ali pa ne pustimo to strokovnjakom, da bodo razlagali. In sem se v bistvu prijela metode, ki je v Franciji zelo, trenutno se je zelo uporablja, pa tudi v Ameriki, in sicer kognitivna metoda. To pomeni, da poskušaš približati stvari tako, da združiš, torej kogmocija pomeni cognition pa emotion, se pravi, da razumevanje, spoznavanje, torej racijo, združiš z emocijo, torej na tak način. In v Franciji pa predlagajo, da ko poskušaš malo bolj čustveno predstaviti, seveda to zdaj ne pomeni, da boš svoje čustva, koliko mi je to všeč, pa nič drugega razlagal, ampak da poskušaš tudi v prvo osebo, čim več izrazov v prvo osebo. Vi veste, da nekateri še vedno pišete študije, jaz sem večkrat popravljala, smo analizirali. Ne, vi ste analizirali. Če je kdo drug prej analiziral, samo povzamete, ampak če ste vi konkretno pesem analizirali, sem analiziral, sem prebral, sem doživel. Zato sem hotela dati ta glagol v prvi osebi, se pravi, jaz berem, potem pa vi vsi, ki boste to prebrali, tudi jaz berem, torej vaše lastno doživetje je zelo pomembno. Pa čisto enostavno pesmi, torej nisem hotela nič zapletati. Berem pesmi, to pa še pomeni, če rečeš v trdilni obliki, to pomeni, ja, berem pesmi. Zdaj, ko bo kdo prebral, bo rekel, a ja, vse sploh nič ne berem, drug bo lahko rekel, ja, berem, sam ne berem pesmi. Torej, lahko je več odgovorov na to, ampak jaz sem hotela to trdilno obliko, zato da tudi že na takoj izpostavim svojo afirmativno vlogo do poezije. Super. Mislim, jaz sem navdušena, ker nekako doslej je veljalo za nevtralno, se pravi, branje, recimo branje poezije. Tebi je pa uspelo osebno izpostaviti, berem, se pravi, to osebno povem, pa pesmi, konkretne pesmi, ne poezijo kot nekaj. Mislim, to so te drobne nianse, jaz moram priznati, da sem jezikoslovka, sva se zadnjič z Alešem pogovarjala, sva se režala, ker pač nam se zdijo te zadeve izjemno zanimive. In gledamo vsako malenkost, tako kot recimo, ne vem, nekemu speleologu se vsak posamezen kamenček v jami zdi zanimiv, oziroma te kapniki, ker recimo, no, tako je nam s knjigami. Tako da hvala Alojzija, upam, da bo še koga, pač, da se boste tudi drugi navdihnili, pač natančno pogledati, kako, kaj rečemo v jeziku, ker to ima svojo težo in tudi, ker ta knjiga je namenjena, no, to bi jaz rekla, pač strokovnjakom, učiteljem, vsem, ki se ukvarjajo s promocijo oziroma spodbujanjem branja, bralne kulture, pogovora, tudi kulture pogovora v knjigah. Tako da eno
eno vprašanje oziroma en razdelek, eno poglavje si posvetila, ko smo že pri pogovoru o knjigah, tudi bralnim klubom. Tako da zakaj se ti zdi, mislim, kot prvo, sploh pomembno brati poezijo, kaj poezija daje človeku, pa zdaj ne mislim, ne, to ti povej, kaj, ne bom šla v podrobnosti, kaj jaz mislim, ker to ni važno, me zanima bolj tvoje mnenje, kaj poezija človeku daje, branje poezije in zakaj se je dobro pogovarjati tudi o poeziji in nasploh o prebranih knjigah, ne samo o poeziji, nasploh o vseh prebranih knjigah. Tako da, če nisem preveč abstraktno vprašala, upam. Ne, se pa bom jaz tebe nazaj vprašala za bralne klube. Okej, velja. Meni se zdi branje, zato sem tudi napisala to knjigo poezije, zelo pomembno. Tudi če nimamo časa, ker vedno je izgovor, da nimamo časa, imamo pa lahko eno knjigo zraven nočne omarice ali na tleh, če spimo na tleh, in jo vsak dan preberemo, recimo zvečer 3 pesmi, pa zjutraj 2 pesmi. Namesto da začnemo takoj brskati podatke o politiki, ker tako in tako že vemo, v katero smer gremo, lahko tisto spustimo, pa rajši preberite 2 pesmi ali pa 3 zvečer, pa 3 zjutraj. Verjemite, se boste veliko bolje počutili. Hkrati pa tudi vaši možgani vam bodo hvaležni. Čez čas, mogoče zdaj še ne veste, ampak čez čas vam bodo hvaležni. Zdi se mi, da je branje poezije v tem času je pa že res nujno. Torej, če smo prej govorili, no dobro, beremo ali ne, zakaj? Ker je prišel kapitalizem do največjega brezna, do roba, ko se recimo začenja ta politični pesimizem zamenjevati s tehnološkim optimizmom. Ni važno, če smo bombardirali otroke v Gazi, važno je, da imamo nov model mobija. To moramo biti vsi srečni, zadovoljni ali avto na elektriko, ker s tem smo pa grozno prišparali, če imamo avto na elektriko. Torej, to se mi zdi popolnoma napačno izhodišče. Hkrati tudi s tem, da moramo vsako stvar delati res samo še na tehnološki način, da več ne srečujemo ljudi, recimo vsi obrazci se že zdaj elektronsko oddajajo, vsi dogovori so elektronski, ne vidiš več sploh tistega človeka, ki je v pisarni, jaz ne mislim, da bi zdaj moral z njimi ne vem kako klepetati, ampak veste, odvadimo se nekih stvari, ki so pa za nas bistvene. In ravno pesem nam te bistvene stvari podaja, predvsem recimo nepredvidljivost. Stroji so predvidljivi, računalniki, avtomati so predvidljivi, UI, se pravi umetna inteligenca je predvidljiva. Mi smo pa nepredvidljivi, torej ljudje so nepredvidljivi in se mi zdi, tudi moramo biti navajeni na to, da recimo ne bo vse lepo v življenju in bo kakšna nepredvidljiva stvar prišla kar naenkrat, ampak pesem nas počasi k temu privaja. Imamo seveda zdaj tole, jaz sem 70 ali 80 strani napisala o tem, kaj recimo poezija, ampak jaz bi tukaj Oktavija Paza izpostavila. Oktavijo Paz meni, da je poezija in religija sta si podobni v tem, da sta obe razodetje. Ampak poezija lahko obstaja brez religiozne avtoritete. Se pravi, je razodetje sama po sebi razodetje, torej sebstvo, ne, sama sebi se razodeva. Potem bi recimo tukaj še Iztoka Avsojnika omenila, ko meni, da je poezija ne samo, da je pomembna, ampak je nujno potrebna, predvsem v kriznih časih, naprimer primer partizanska poezija, ne, kjer se je vendarle v tistih časih s pomočjo pesmi določene stvari zgradilo, premislilo, tudi mogoče odložilo, kakorkoli. In mislim pa, da je vseeno še najbolje, da preberem kar tisto pesnico, ki jo vsi poznate. Zelo lepa, moram reči, ne vem, če sem ti vmes, ko sem urejala, ker sem hitela čez knjigo, če sem ti že povedala. A ti misliš prvo ali misliš slovensko, ker sta dve zelo lepi, bom obe prebrala. Ne, mislila sem tvojo. Tisto o Mangrovi. Ja, sorry. Moja bom pa pol, če hočeš. To je pa Emily Dickinson. Če preberem knjigo, ob kateri moje telo oledeni in ni več ognja, ki bi me lahko ogrel, vem, je to poezija. Če fizično čutim, kot bi mi nekdo odrezal vrh glave, vem,
da je to poezija. Le po tem dvojem jo prepoznam. Jo je mogoče prepoznati kako drugače. To. In še to, kar je napisala Ivanka Hergold, nažalost še vedno ne kanonizirana, pa ena izmed najboljših slovenskih pesnikov, dramatikov in romanopiscev in romanopisk, pravi takole: mili dnevi, ne morem vam reči srečno, ne dober dan. Ti ne prihajaš, odhajaš ne, nisi ne tu, ne tam. Sam in med stotimi nisi. Visiš v noči, medeni grm z listi, napitimi v drose. S koreninami segaš v moje oči, da sem slepa. Ja, obe sta lepi. Mislim, sploh Emily Dickinson, sicer sem zelo hvaležna, da je že prevedena v slovenščino. Jaz sem se z njo prvič v angleščini srečala in moram reči, to je, ja. Na Ivanko Hergold si me pa ti upozorila, prav v tej knjigi sem prvič za njo slišala, tako da se strinjam. Tako da tukaj je Alojzija pokazala na praktičnem primeru, ne. Mislim, jaz se srečujem pogosto z stereotipom oziroma s predsodkom, da poezija, tega pa jaz sigurno ne bom razumel, ne. Ampak pošteno napisana poezija, se pravi taka, ki je, mislim, to je zdaj težko, to prepoznaš, to veš, to začutiš, ne. Ampak če je pesnik pač to pošteno napisal, ne z kakšnimi, saj se ne da poezije drugače, pesmi se ne da pisati nepošteno, se dotakne vsakogar, ne. In vsak pač razume na svoj način in to je čisto legitimno, ne. O tem je Meta Grossman napisala več knjig že, pa hvala Bogu to tudi v tej knjigi pride do izraza, ne. Se pravi, pri literaturi, prednost literature, prednost leposlovja, leposlovnih knjig, vključno s poezijo, je v tem, da je toliko interpretacij, kolikor je bralcev. Se pravi, vsak se teksta loteva iz svoje izkušnje in to je tudi edino prav. In potem se sploh ni treba prepirati o ničemer, ker imamo kot podlago knjigo. V knjigi so vsi odgovori skriti, interpretacija pa itak ne sme, interpretacija ni dobro zlorabljati. Je tako kot v življenju dobro ostajati pri dejstvih, ne. Zdaj sem že prišla na opisovanje bralnih klubov. Ena najbolj genialna lastnost bralnega kluba, ki smo jo odkrili skozi leta, je, da se pri pogovoru o knjigi ne moreš skregati. Tudi če imajo vsi različna mnenja, da ni niti enega istega mnenja, se ne moreš skregati, zato ker je stična točka oziroma nas prizemljuje knjiga, ne. V knjigi so pač, knjiga je tisto, kjer je tekst in v tekstu, če pogledaš natančno, vidiš, kaj je zdaj, v katero smer se bolj nagiba, no. Tako da, kaj pa tebe pri bralnih klubih, ne vem, pritegnilo? Zdaj sem jaz razlagala, ne vem, ko si se, ali pa kdaj si se prvič srečala, mogoče, zakaj si bralne klube vključila v to knjigo, zakaj se ti zdi to pomembno? Okej, lahko prosto poveš, ni treba odgovoriti ravno na moje vprašanje. Ja, beremo tudi, kot si rekla, ne, zelo različno. Nekateri so bolj individualni bralci, ne prenesejo preveč, da še kdo drug kaj razmišlja na isto temo. Ampak večina ljudi, ker smo pač družbena bitja, pa radi se pogovarjamo, pa si radi izmenjujemo svoja bralna mnenja, ker tako in tako, a se bomo pogovarjali samo o politiki ali o vremenu, ne, torej se pogovarjamo o nekih res malo bolj poglobljenih stvareh. In se mi zdi, da je pa dobro, da obstajajo bralni klubi. Jaz sem za bralne klube vedno vedela, ne, da obstajajo, nisem pa vedela, da imajo v Sloveniji takšno moč oziroma da so že tako razprostranjeni. In tu sem pa hvaležna tebi, ko si takrat, ko je bila še korona, ne, pa so ti klubi niso mogli več delovati, ker se niso smeli v živo srečevati, ko si potem uvedla ta webinar. In po letu 2020, ne, si rekla, da je nastalo koliko klubov? Zdaj, začeli smo prvi webinar, ki naj bi imel samo eno izvedbo,
ker smo to delali v okviru enega evropskega projekta, je bil februarja 2020, no, in zdaj to nadaljujemo 2-krat na leto, imamo 2 termina spomladi in jeseni. Še to povem, to je KUD Police Dubove, Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, naslov www.policadubova.org. Najlažje boste videli, če pogledate tam na spletnih straneh, no, ampak skratka, zdaj januarja sem štela, ker se je ravno končal jesenski ciklus, sem naštela 240 udeležencev v 5 letih. Se pravi 240, ampak to je res zaploskati tem udeležencem, ker dejansko so sami drli k nam. Zakaj? Ker je in zato smo se mi tudi odločili, da to nadaljujemo, kljub temu, da nismo imeli več sredstev iz projekta, ker obstaja potreba, da se mi pogovarjamo, da se izmenjujemo dobre prakse, moderatorji bralnih klubov, da se ideje, kako se da še kaj izboljšati. In ne moram vam povedati, neverjetno je, da mi se spletno dobivamo, to smo ohranili zato, da se lahko iz cele Slovenije zberemo, in potem včasih nas je tudi 20, ker je spletno, ampak take discipline in take interakcije in praktično nihče ne zaspi, jaz sem v šoku, to je nemogoče, ampak res imamo pa to tako narejeno, da je to seminar kot v bralnem klubu, da se enostavno najprej dobijo učno gradivo, si preberejo tako imenovano teorijo doma, to jim ne vzame več kot 1 ure, in potem nič ne razlagamo, kaj delamo, ampak pač oni imajo to prebrano, pridejo na webinar in tam se pogovarjamo. In seveda se pogovarjamo tudi o prebranem. Torej imamo že praktično lahko vidijo, kako izvedeš bralni klub po spletu, recimo. V živo je sicer 100-krat boljš, zato ker lažje komuniciraš, ampak pač to pa se trudimo potem enkrat na leto organiziramo strokovno konferenco Slovanski fokus, kjer imamo tudi pogostitev. Tako da tako. Ampak hočem to reči, v bralnem klubu je podobna dinamika, kjer se prostovoljno dobivamo, to je organizirano, zdaj v različnih terminih oziroma intervalih, običajno je enkrat na mesec, nekateri se dobivajo celo 2-krat na mesec, na vsakih 14 dni. Mi v Ljubljani, kjer se živi hitreje, smo ugotovili, da enkrat na mesec je preveč hitro, pa se dobivamo na 2 meseca in se potem dobimo, ne vem, recimo v knjižnici Prežihov Voranc in začnemo vedno z enim vprašanjem, ki se je izkazal za idealnega, in to vsi potrjujejo. Kako se vam je brala knjiga? To je tako široko vprašanje, da dejansko lahko vsak, celo tisti, ki knjige ni prebral, nekaj pove. Pač tisti, ki ni knjige prebral, pove, zakaj je ni prebral, ampak s tem se že let prebije. Tako da zdaj bi pa Aleša vprašala, koliko je že kaj ura. Koliko še ča? Polovica, okej. Ne, sam preverjam, zato ker sva mobitele pustile, to je digitalna higiena, ja, namerno. Skratka, ti bralni klubi se mi zdi ena taka, da vračajo to, kar se jaz pa ti verjetno tudi še iz otroštva in mladosti spomniš, ker včasih ni bilo mobitelov, sploh ni bilo mobitelov, še stacionarni telefon smo šele konec 90-ih dobili v moji vasi, pa smo 10 kilometrov iz Ljubljane, tako da smo se zmenili konkretno ob določeni uri in potem smo takrat na trefpunktu, točno na konkretnem mestu, in smo se potem dobili in smo imeli več časa in smo se tudi več pogovarjali o knjigah, se spomnim, sploh iz šole, ko smo šli, ali pa ni nujno, da samo v knjižnici. Tako da se mi zdi, kako bi to, si razmišljala o tem, kako bi mogoče spet te navade, ker to gre za navade, kljub svetu, ki se je spremenil in nas tišči v neko digitalni svet, kjer vse drugo, človeški stiki so zreducirani, ne pogovarjamo, o knjigah se sploh ne pogovarjamo več, pa težavo imamo že najti čas za to, da preberemo kakšno knjigo. Imaš kakšen trik, si odkrila kakšen trik, kako v bistvu si ta čas izboriti nazaj?
čas za knjige, čas za nas, za soljudi. Ja, v bistvu jaz imam tako na predmetu literarna interpretacija, smo tudi imeli primer, kako se ustanovi bralni klub, sem dala te obrazce iz vašega, a ne da so jih izpolnili. Torej, mi profesori bi morali k temu zelo nagovarjati. Jaz zelo pohvalim naš bralni klub, Slovanski klub, ker tole tudi tam stojita tudi, oziroma stojijo naše predstavnice slovanske bralne značke. Torej se dogajajo tudi že na inštitucionalni ravni te stvari. Kako pa drugače? Lejte, kamorkoli greste, če greste v družbo, zakaj ne bi vi kdaj v sabo vzeli, jaz sem vedno sabo in pesmi na kakšnih listih, ker ne moreš imeti recimo vedno knjige sabo, če kam greš, in to preberete. A vi morate poslušati vse, kaj so oni, te neumne novice, recimo, ki so jih brali, oziroma kaj so si kupili, da so si nov palični mešalnik kupili, to vi vse poslušate. Zakaj vi ne bi enkrat pa rekli, veš, jaz sem pa tole pesem prebral, pa jo prebereš in potem tudi če takole skomignejo, se ni važno, ne? Ampak veste, tudi če mi recimo govorimo, če imamo govor, ne, mi, ki se ukvarjamo s književnostjo, kar eni pozabijo prebrati kaj na začetku recimo. Drugi citirajo športnike, politike in tako naprej. Mi bomo najbrž prebrali kaj iz našega področja. Se pravi, pesem ni treba, da je govor strukturiran tako kot pri drugih, lahko je malo bolj poetičen, prebereš nekaj, se na to navežeš in kar poslušajte govore, še vedno zelo manjka, ali pa teh javnih predstavitev zelo manjka, da nekdo reče, no dobro, zdaj govorimo recimo o novi šolski, torej o šolski prenovi, ampak o šoli je pa napisal pesem ta pa ta. Ne. Nekako nas je kot sram, da bi to moglo biti nekaj intimnega, ne vem, spravljeno v našo spalnico ali pa v bralni klub, ki je v bistvu ena taka javna spalnica glede tega, ne. Zakaj se pa ne bi recimo pogovarjali, dobro, ne moreš reči, dajmo se pogovarjati o tem romanu, ker predvidevaš, da ga recimo niso vsi prebrali, ne. Ampak imaš s sabo kakšno pesem, imaš kakšen odlomek iz romana, jaz imam to vedno s seboj in komu se ne ljubi poslušati, smo pač ne ljubi. Meni se pa druge stvari ne ljubi poslušati. Čisto, a veste. Jaz mislim, da mi, ki se ukvarjamo s književnostjo, imamo veliko moč. Če znamo mi navdušiti svojo pojavo s tem, kako kaj povemo, to je zelo veliko vredno. Jaz vam lahko povem iz svojih lastnih izkušenj, kamorkoli grem, naredim, to sem že povedala tudi zadnjič, ko smo se srečali, naredim literarni večer, pa tudi če je zjutraj, vedno nekaj preberemo, ne boste verjeli, kako z veseljem, recimo, ko smo šli pač v Iran, sem imela s sabo Hafisa, in kako so radi brali, ampak gospod je bil čez 80 let star, pa še očal ni imel, pa rekel, kako bom jaz zdaj prebral, pa smo rekli, najprej smo vsa očala pomerila, ne smo mu dali na očala in je pol to prebral in je rekel, koliko sem jaz slabo prebral, smo rekli, odlično si prebral. In pa se je toliko fajn počutil. A ne, ker eni ne berejo več glasno, veste, delajo druge službe, ne, saj glasno branje je že čisto izumrlo in tudi to jaz v tej monografiji propagiram. Torej, tista branja, ki niso več tako živa, to so glasno branje, poglobljeno branje, literarno branje in pa večkratno branje. Ne moreš, če si v žiriji za nagrade, prebrati roman enkrat. Ne moreš, ker to pomeni, da si naredil krivico in je zmagal roman, ki je mogoče malo bolj privlačen, malo več zgodbe ima, malo bolj so te stvari privlačile, ampak če ti hočeš ugotoviti, a je to kvaliteten ali ne, moraš večkrat brati, to je večkratno branje, ne. Da še posebej ob takih pomembnih stvareh, ker zaradi nagrade potem dobijo tudi štipendijo ljudje, status in tako naprej, ne. To niso kar tako nagrade, ne. Tako da jaz mislim, da se vedno da. Ampak, kot sem rekla, moramo si upati, če si upamo govoriti o svojih intimnih stvareh, zdaj kar si že javno, ne, ker v različnih šovih reality se razglablja ne vem kaj vse, ja, zakaj se pa ne bi javno bralo poezije, tega pa ne razumem. Ja, saj v zvezi s tem, ker vedno razmišljam v zvezi z webinarjem za moderatorje bralnih klubov, katero ciljno publiko smo se še spregledali, no, in
enkrat, in to že mislim leta 2021 ali pa 2022, se je prijavila ena gospa iz podjetja in od takrat naprej, to je podjetje, bom povedala ime, zato ker je res to pohvalna praksa, DRI, podjetje DRI, sicer za neke investicije se mi zdi specializirano, no, ampak ta gospa je povedala, da oni bralni klub že več let izvajajo in da je prišla preveriti, če oni to prav delajo. Sem rekla, seveda prav delate, ampak fino, da ste prišli, boste delili z nami izkušnje. No, ampak od takrat naprej razmišljam o tem, kako nagovoriti podjetja. In sem razmišljala, sem že poskušala 2-krat, ni bilo odziva. Javna podjetja, pa še to, zbirala sem te naslove, skratka, porabila 2 meseca, nobenega odziva. Drugi poskus, nobenega odziva. In potem sem rekla, nič, je treba to bolj temeljito premisliti, in potem sem začela razmišljati, če oni razmišljajo, podjetniki, o tem, kakšne koristi, ne, ena od glavnih koristi, mislim, da bralni klub je dejansko najboljši način team buildinga. In to kjerkoli, tudi v šoli recimo, v vsakem kolektivu in brezplačen. Pa razen tega ni nevaren, ker tam ni nobenega paintballa ali jaz ne vem, ker saj veste, kakšni so team buildingi, ne, razne. Ampak hkrati tudi večplasten. Se pravi, mislim, jaz to vem iz lastne izkušnje, ker se dobivamo enkrat na 2 meseca, pa se dobimo recimo 2 leti in se poznamo in postanemo prijatelji. In isto bi bilo tudi v podjetjih. Druga stvar, poezija. Mogoče se premalo, mislim, neverjetno, da tega v tej naši družbi še nobeden ni opazil. Vsi bi radi imeli super inteligentne in uspešne otroke, ampak ne zavedajo pa se, kako do tega priti. Mislim, z inteligenco mogoče se tudi rodiš, ampak veliko bolj pomembno je, da jo razviješ. In jaz imam primer, konkreten primer, govorim zdaj o resničnem življenjskem primeru. Prijateljica ima 2 otroka, na Poljskem živi Anja, ima 2 fantka, Adama pa Pavla. No in že pri Anji sem opazila neverjeten spomin. Ona si cele kose teksta zapomni in ne zmoti se niti v eni podrobnosti. Isto je s sinovama. In kaj sem jaz opazila? Ko sem se, še preden je imela otroka, nisem razumela, zakaj si ona tako dobro zapomni. Potem sem pa videla, kako ona vsak večer bere otrokoma in ne samo prozo bere poezijo in otroka se še preden znata brati, od dojenčka naprej bere. Je brala, ker zdaj sta že vmes zrasla, ampak zame bosta zmer dojenčka. No, pustimo to. Bere in otroka sta se še preden sta se naučila brati, sta si zapomnila cele pesmi. In od takrat naprej pač tukaj se začne dober spomin. In naj meni nobeden ne reče, da je branje knjig izgubljen čas. Mislim, to je pa tako perfidna laž, da, mislim, dajmo, poskušati opazovati in na podlagi dejstev, ne, to je recimo še ena stvar. Ampak ta tvoj primer s Hafisom mi je bil pa, sem bila zelo vesela, ko si napisala, ker dejansko ste izvedli to, kar jaz tudi trdim, da bralni klub je lahko tudi naključni bralni klub, se pravi, oziroma spontani, da se zgodi v posebnih okoliščinah, niti ni treba, da se srečuješ vsak mesec, ampak če se zgodi priložnost, jo izkoristiš, sploh če študiraš na filozofski fakulteti. Zdaj pa ne vem, kako smo spet s časom, zdaj pa počas. Še. Ampak jaz sem vseeno mislila, če bi še ti kaj dodala, pa ta čas vabim tudi publiko, da premislite, če bi mogoče kaj še Alojzije vprašali, pa mogoče ta čas, ko vi razmišljate, še ti kaj dodaš ali prebereš. Ja, recimo so različne finte, ko smo prej govorili. Naprimer, imate samo 2 verza, pa jih tako polglasno ponavljate, pa vas vpraša, kaj pa je to zdaj, kaj pa to ponavljaš, pa rečeš, ja, veš, s katere pesmi je, ne? In potem lahko, naprimer, nadaljuješ naprej. Drugače imam pa jaz tu v knjigi več predlogov, kako se približa poezija. In sicer ne samo tako, da rečemo, no, poslušajte za eno pesem, pa jo boste razložili, ne? Ampak da, naprimer, preberemo
pesem v španščini tistim, ki ne znajo špansko. No, ponavadi je kakšen ali dva, eden, dva vedno zna, ne, v skupini. In mi preberemo samo v španščini in beremo špansko in beremo torej zvočnost. In potem sprašujemo, katere besede so se vam ponavljale in potem oni pač gledajo in to. Kaj mislite, da te besede pomenijo? Skratka, ugibamo in samo preko zvoka, to je zvočno branje poezije. Recimo Virginia Woolf je tako in tako menila, sam to so te utopične pravzaprav vizije, da moramo mi vsako poezijo brati v originalnem jeziku, zato je ona brala recimo grško poezijo v grščini in tudi, če ni vse razumela, je rekla, da razume več, kot če bi brala v prevodu. To se pravi, približati se jezikovni podobi oziroma avtohtonemu jeziku in približati se z nekim notranjim razumevanjem. Ko sva se z Makinom pogovarjala, sem imela srečo, ki je bil tu v Sloveniji, pa sem bila en dan skupaj z njim in ko jaz ne znam francosko, pa so potem prevajali in ko je že hotela prevesti, prevajalka, sem jaz sama ugotovila eno stvar. Pa je rekel, vidiš, Alojzija, to je pa notranji jezik. Midva sva zdaj na isti ravnini in sva se razumela. In pri poeziji je zelo dobro, da malo naredimo tak poskus, da ne samo v slovenščini, pač pa preberemo v španščini, tudi v kitajščini recimo, ker arabščini, recimo zelo lep jezik, torej vsi jeziki so lepi, zato je dobro, če kdaj še v kakšnem drugem jeziku preberemo. Bi pa jaz tisto, kar si prej rekla, kako pa jaz mislim oziroma kaj pa jaz mislim o pesmi, bi pa kar svojo pesem prebrala, ker je bilo že prej rečeno, če preberem. Ja, hvala. To je iz pesniške zbirke Drevo delfin. Prebrana pesem. Pesem je prisluškovalka. Uho prisloni temu, česar ni. Pesem je prevajalka. Prevede svet v kaleidoskop resnice. Pesem ni lažnivka. V sebi naredi resnično vse, kar si izmisli. Prebrana pesem je mangrova. Semena v trdih tleh, v vodi korenine. V njej drstijo ribe, sol zračijo drevesa. Super. No in na tem primeru ste že lahko videli, da celo v slovenščini ta občutek, ki ga dobimo, ko poslušamo zvočno, ko se osredotočimo na zvok, ko je pesem ali pa literatura ali tekst, katerikoli literarni tekst glasno prebran, to v nas nekaj povzroči. In je čisto drugače, če samo z očmi preletimo ali pa če zraven, lahko si pol tiho ali pa sami pri sebi izgovarjamo, pa bo že drugačno doživetje. Sploh pa, če pa glasno beremo, je pa tukaj še fizični del, ker to je vibriranje glasilk, to je v bistvu nam vibrira, mi se tega ne zavedamo, ker smo navajeni tega, ampak celo telo nam vibrira. In zato in človek je tudi družbeno bitje in to vibriranje, mislim, so fizični razlogi, zakaj se mi dobro počutimo, če se z nekom, ne samo psihični, ampak tudi fizični, če se z nekom pogovarjamo o nečem. Tako da to se mi zdi zelo lepo darilo, lep dar od tebe, Alojzija. Zdaj pa predajam še besedo publiki, če imate mogoče kakšna vprašanja, je zdaj priložnost. Čeprav boste profesorico, ker... Snemano je, zato zdaj potegam sam dol. Mogoče vprašanje za obe, ampak glede na to, da ravno govorita o glasnem branju in v bistvu poezija ima tudi neko ritualno vlogo, ali pa jo je od nekdaj imela, kako gledata na literarne večere, na pesniške večere, kjer se bolj ali manj poezijo pač bere? Se mi zdi, da tega se drži nek tak stereotip, da je to dolgočasno, mogoče monotono branje, kjer pač pridejo ljudje in berejo v nekem enakomernem tonu in od tega pač nič nimaš oziroma 1 uro skoraj težko poslušaš zbrano. Ne vem, se vam zdi, da je to danes še vedno nek učinkovit format dogodka
ali gledata na glasno branje ali pa na nek ta skupnostni moment poezije v nekem literarnem večeru kot nekaj, kar je pase, ali pa da bi mogli iskati neke nove alternative takim dogodkom? Ja, hvala Eva za vprašanje. Literarni večer je že res taka ustaljena inštitucija, ne, če lahko tako rečemo. In se mi zdi, da je pomembna še vedno, ker mi smo taka bitja, da hočemo tudi videti tisto, kar smo prebrali. Ne? Čeprav je en tak lep citat, da je branje poezije pravzaprav pogovor z mrtvimi. Ne? Ker v bistvu nekdo, ki je umrl, nam je nekaj napisal, mi zdaj beremo, ali pa to so že zdaj črke mrtve, ne? Pa jih mi spet na novo oživljamo. Kljub temu si želimo videti neko osebo, če je ta še živa, ne? In slišati, kako je pa on mogoče takrat, ne vem, njegov glas smo mi slišali sami, ko smo prebrali. Ne? Zdaj pa poskušamo preveriti, če je ta glas, ki ga ta oseba izgovarja, podoben. Seveda je pa tukaj problem monotonije branja, ne? Ker nekateri pesniki, ne vem, ali menijo, da so toliko pomembni, da če samo se usede na stol, da je že to dovolj in potem bere sam sebi praktično, ali pa še momlja zraven, tako da ga dejansko ne slišiš. Ne vem, jaz mislim, da je potrebno tudi se znati malo, mislim pa ne, da zdaj nastopaš, a ne, vsi ljudje ne znajo nastopati, ampak vse, da glasno prebereš, ne da momljaš. Mi smo imeli že tudi take primere, ko smo povabili pesnike v tujino, pa so se študenti pripravljali recimo, ne vem, en mesec, a ne, so tiste pesmi gor in dol, so jih guncali in potem pride kakšen in skoraj pade s stola dol, neresno prebere, tako da niso nič slišali, ne, ker tujce moraš sploh malo glasneje prebrati, ker ne morejo kar takoj razumeti. In misli že s tem, če je pesnik, da je že vse v pravu. Ne, jaz mislim, da to ni res. Če si ti šel na literarni večer, to pomeni, da si zavestno vzel svojo vlogo tudi bralca. Torej ne samo pesnika. Če pa meniš, da je to brez veze, zakaj bi sploh ljudem bral, potem rečeš, oprostite, jaz ne berem, jaz berem sam doma, mi to res ne leži, ali pa ne vem, ali lahko kdo drug prebere, jaz bom pa zraven sedel. Ne. Se mi zdi, da 1 uro še posebej ponavadi to traja, ne, 15 minut zdržiš slabega branja, dlje pa že ne, ušesa ne prenesejo. In predvsem glasno branje je stvar, ki bi se morala v šoli malo več še učiti, pa se s tem ukvarjati, ne da se piflajo različne podatke, ki jih najdemo tako in tako na Wikipediji. Zdaj sem slišala, da ima šolski načrt še več, namesto da bi ven pometali neke odlomke oziroma nek program, da je še bolj natrpan. Čim več bi moral biti čim bolj zračen, da lahko mi zraven dajemo recimo scenarij, naredimo, kako se pesem prebere, pesem beremo skupaj, gremo ven. Naprimer, zadnjič so me tako lepo presenetili študentje, ko so zagrnili recimo okna, ne, ker smo imeli malo bolj temačno, smo se pogovarjali o temačni književnosti. Recimo, ne, to so vse take male stvari, ampak zelo, zelo vplivajo na naše razumevanje. Ker mi imamo toliko dražljajev, da ne moremo slediti dražljajem, ki so povsem enakomerni, torej monotoni. Ne moremo. In potem so seveda ljudje užaljeni, ko rečejo, ko sem bral pesem, je bilo še kar v redu, ampak zdaj, ko sem pa poslušal pesnika ali pa pesnico, pa res ni bilo v redu. Ne. Ja, zelo dobro, odlično vprašanje in se strinjam se z Alojzijo, da je to pač odvisno. Jaz na srečo nisem imela slabih izkušenj z literarnimi večeri, ker so bili nastopajoči avtorji, ne samo pesniki, ampak tudi pesniki, so izžarevali to svojo energijo, tako da tudi če je trajalo 1 uro, se sploh mi ni bilo dolg čas. Sem noter padla, tako da to je po mojem, se strinjam. Nekateri imajo tremo, sam s tem se da delati. Jaz sem recimo po osebnosti, se imam za izrazito introvertno, ampak z leti, ker sem bila prisiljena, sem bila vržena v vodo, z leti se naučiš, ne, naučiš. Ene stvari se lahko naučiš, oziroma obstaja par trikov, trema sicer vedno ostane, izvedba potem vedno je, kakršna je, ampak se pa z leti je to potem boljše. Tako da jaz se z veseljem staram, ker mi je ene stvari lažje delati zdaj kot pred 30 leti.
Zdaj sem malo zašla, ampak toliko, to je bilo v zvezi z nastopi. No. Mislim, da je to res, tako kot je Alojzija že rekla, odvisno od mogoče spretnosti bralca. Včasih je res bolje prositi igralca ali pa študenta, da prebere. Jaz sem imela izkušnje, da so moji študentje slovenščine v tujini tako lepo slovenske pesmi brali, da mislim, so mi solze šle v oči. Mogoče še kakšno vprašanje? Mnenje, komentar, želja. Na koncu so to želje. No, če zdaj itak Aleš mi je pokazal, sem ga vprašala, koliko je ura, ne, ker sva brez mobitelov, sva rekli brez, da ne bo tudi kaj škripalo. Je pokazal, da je ura čas. Se pravi, vas vabimo na neformalno druženje tamle okrog naše stojnice, Kut Police Dubove, za amfiteatrom, tik zraven, napis je: hvala, da podpirate mnogo glasje, in to velja tudi za tale pogovor. Hvala, da ste prišli, da ste se udeležili tele izmenjave pogledov in kaj naj rečem, želim vam vse najboljše, pa predvsem čim več časa za branje. Pa še enkrat hvala Alojziji Zupan Sosič in čestitke ob izidu super knjige. No. Hvala ti. Najlepša hvala vsem, pa se veste, pesem v roke, to je moj nasvet.